Lepo pozdravljam vse navzoče na tej spominski proslavi. O 75-letnici izida knjige Velika črna maša za pobite Slovence smo dobili vabilo, da bi z vidika družine spregovorili o tem, kakšne okoliščine so privedle starega očeta Tineta Debeljaka k pisanju tako velike, a hkrati žalostne pesnitve. Pobrskali smo med njegovimi papirji in knjigami in našli odlomke, ki nam lahko rišejo njegovo duševno razpoloženje, ki ga je privedlo k pisanju, in to bomo v imenu družine delila z vami. To daritev in prošnjo prinašam k tebi, o Gospod. Sprejmi jo za duše, ki se jih spominjam pri tem branju in katerih imena vpisujem na to stran kot spomenik, ki ga nimajo na grobu v domovini. S temi uvodnimi besedami posveti Tine Debeljak svojo pesnitev vsem padlim žrtvam v drugi svetovni vojni. Knjiga Velika črna maša za pobite Slovence je prva leposlovna knjiga povojne emigracije. V 3500 verzih izraža bolečino o grozi povojnih pobojev, hkrati pa tudi pokaže poti sprave in odpuščanja. Črna barva je v bogoslužju simbol žalosti in smrti, kot nam pove že prvi del naslova. Črna maša se je opravljala v črnih oblačilih za umrle. Nekaj dni po pogrebu je duhovnik na prošnjo pokojnikovih svojcev opravil mašo za rajnega. Ob tej priložnosti si je ogrnil črni mašni plašč. Zato se med ljudmi udomačilo ime Črna maša. To je maša zadušnica. Drugi del naslova Za pobite Slovence nam pa da vedeti, da je ta namenjena vsem pobitim Slovencem, ne glede na politično usmerjenost. Duhovnik jo daruje za vse žrtve druge svetovne vojne. V uvodu svojo knjigo je sam avtor tako napisal: V Kalinovi pesnitvi je opisan duhovni obraz slovenskega emigranta iz leta 1945, ki ve, zakaj je zapustil domovino in zakaj se kljub neizmerni ljubezni do nje in svojemu trpljenju ne more vrniti za železno zaveso, ki deli dva svetova, brezbožni vzhod in krščanski zahod. Ta emigrant se zaveda tragike slovenskega naroda, ki se je ves iz sebe in svoje notranje moči uprl tuje miselnosti, pa je pal po nekem usodnem nesporazumu v železni objem komunističnega nasilja, po mešetarskem dogovoru velikih sil, celo tistih, pri katerih je ves čas boja gledal svojo rešitev. Toda ostala mu je živa vera v Boga, njegovo pravičnost in njegovo povračilo. Veruje v metafizično ceno teh smrti, tega trpljenja doma in životarjenja v tujini. Veruje v prerod naroda in v čas, ko bo dal tem pobitim žrtvam človeško čast, potrdil njihovemu boju domovinsko veljavo in izpričal njihovim smrtim veličastno ceno. Pred vojno je bil dr. Tine Debeljak urednik kulturne rubrike Dnevnika Slovenec in urednik revije Dom in svet. Pisal je pesmi, ocene, kritike in prevajal predvsem slovanske pesnike in pisatelje iz češčine, poljščine, ruščine, slovaške in tako dalje. Med vojno je nadaljeval z uredniškim delom, kljub kulturnemu molku, ki ga je zapovedala tedanja oblast, saj je verjel, da je slovenska pisana beseda v težkih časih še bolj potrebna. Toda maja 1945 se je moral odločiti za beg. S tastom Bogumilom Remcem in dvema svakinjama, Lado in Baro Remec, se je pridružil valu beguncev. Žena Vera s 3 majhnimi otroci in njena mati so pa ostali doma v upanju, da bodo kmalu spet skupaj. Zbežal je čez mejo v Avstrijo in si s tem rešil življenje. Prek taborišč v Vetrinju, Ljencu in Riccione je julija 1945 dospel v Rim in ostal tam 3 leta. Debeljak si je pesnitev zamislil v času begunstva v Italiji, kmalu po vrnitvi in pomoru domobrancev, ko je sredi velikega tedna prišel v Rim. V tem mestu si je zamislil uvodno pesem, ko se je nahajal pri fontanah izven mesta, kjer je bilo staro rimsko morišče, ko je šel mimo katakomb,
kjer so pokopani prvi mučenci, ko je hodil po zmagoslavni poti rimskih cesarjev, po kateri so vodili ujetnike. V reviji Vestnik leta 1961 opisuje, kako je pričel s pisanjem Črne maše, ki je tesno povezano s pričetkom domobranskih proslav. Povzamem nekatere odlomke. Po vetrinski tragediji konec maja 1945 sem se pod vtisom strahotnih množničnih smrti, o katerih smo dobivali sporočila na svoje begunske postojanke v Italiji, pomikal vedno bliže Rimu, kjer sem se znašel koncem julija. Vse tiste mesece jeseni in začetke zime smo preživljali ljudje v okolici dr. Kreka, mesece smrti in upanja, zasledovanja poteka svetovnih dogodkov, ob katerih nam je raslo srce in upadal pogum, da nas spet prevzame čez hip novo oznanilo. Toda nespremenjena pa je ostala na dnu srca žalostna misel na 10 000 pobitih tega leta, pa toliko tisočev padlih že preje v bojih na vseh frontah, pa v pregranstvu in zaporih, v taboriščih in izgnanstvih, pa umrlih od žalosti, obupa, ran in težkih dni. V takem razpoloženju sem se nahajal v večnem Rimu. Tedaj sem hodil k mašam na ulici Koli 10 in strašno sem bil vesel, da mi je neka šolska sestra posodila slovenski misal. Ko sem ga prebiral, se mi je neprestano v liturgično besedilo vmešavala misel na te mrtve 10 000, ki so bili z mano pri vseh teh črnih mašah, pa naj je bila še tako slavnostna z alelujo in belim plaščem. Tako se mi je nekako tiste tedne v decembru 1945 porodila misel napisati begunsko črno mašo naslonjeno na liturgični tekst. Toda nekako v začetku decembra je prišel predsednik Narodnega odbora dr. Miha Krek in mi naročil, naj sestavim majhen begunski koledarček za naša taborišča, ki naj bi poudarjal begunsko in politično aktualnost. Dr. Križmanu, vodji slovenskih socialnih delavcev, sem tedaj razdodel misel, ki se mi je rodila med sestavljanjem koledarskih dni. Ali ne bi kazalo sedaj, ko se prvič izdaja v emigraciji koledarček, določiti en dan v letu za spominski dan vsem slovenskim žrtvam okupacije in revolucije? Morda bi bilo dobro posebej poudariti vse svete kot dan naših mrtvih, en dan v mesecu maju, morda v juniju? Da, prav v juniji določimo za ta dan, kajti v začetku junija je našlo smrt največ naših ljudi, ko je umiralo 12 000 domobrancev in četnikov, vrnjenih zadnje dni maja iz Vetrinja. 1. junij slednjega leta naj bo posvečen našim žrtvam okupacije in revolucije. Praznuje naj se pa najbližjo nedeljo ali vsaj v tem mesecu po vseh kontinentih. Ko sva se zedinila za 1. junij, sem novi praznik napisal v korekturo svojega koledarčka. Na vse to sva mislila tisti hip in posvetila dan z imenom Spominski dan narodnih mučencev. Kako naj bi to misel uzakonili? Tudi to mi je gospod Križman svetoval, naj bi stopil do dr. Kreka kot predsednika Narodnega odbora in ga prosil za njegovo potrditev. To je dr. Krek z odobravanjem tudi storil in takoj razposlal v vsa taborišča in vsem organiziranim skupinam Slovencev pismo s pozivom, naj 1. dni junija posvete spominski dan našim narodnim mučencem. Tako je ta zamisel dobila veljavnost in junija 1946 so se že vršile po vseh taboriščih prve spominske proslave, ki še danes družijo vse Slovence v emigraciji v spominu na naše pobite. Meni osebno pa je prav ta dr. Krekov poziv dal tudi zadnjo spodbudo na začetek črne maše, ki sem jo takoj po zaključku koledarčka začel pisati. Tako je torej vse to, koledarček, pa zamisel praznika pobitih in začetek črne maše, išlo vse iz istega razpoloženja zadnjih mesecev leta 1945 in je moja velika črna maša v bistvu samo začetek realizacije
prve take spominske proslave za spominski dan. Nekaj mesecev zatem je poslal prvi spev pod imenom De Profundis za objavo v Svetu in domu. To je bil taboriščni list, katerega urednik je bil dr. Krivec. Tako se v prvi pesmi obrne k najvišjemu. Gospod, obstal sem na pragu v tvojem svetišču, da berem za Slovence, krvavo pobite, v to barko zgnetene in doma brez zaščite, veliko črno mašo. Iz globočine vpijem k tebi, o Bog, usliši glas domovine. In pričel je s pisanjem tega posvetitvenega dela, ki v obliki verskega obreda pesniško opisuje grozo pobojev vrnjenih domobrancev ob koncu II. Svetovne vojne. Podpisal se je s psevdonimom Jeremija Kalin. V pogovoru z dr. Krivcem, ki je bil objavljen v Svobodni Sloveniji leta 1954, sam tako razlaga, kako je izbral to ime. In treba se je bilo podpisati. Razumljivo, da v takratnih razmerah nisem podpisal tega svojim pravim imenom. Ko sem izbiral psevdonim za besedno tvorbo, ki naj bi bila izraz žalosti izgnancev, kakor je pred stoletji opeval prerok Jeremija ob vodah babilonskih, mi je bilo jasno, da bo en del imena Jeremija, tradicionalno ime pevca kolektivne izgnanske boli. Toda priimek sem tehtal. In prišla mi je na misel Prešernova antiteza dveh ptičev, Slavčka in Kalina Debeloglavega. Proti liriki Slavčkov Prešernovega in Gregorčičeva pojmovanja so moji verzi bolj slični brezposlušnemu Kalinu, ki vedno isto goni, Jeremijado našega emigrantstva. Zlasti še, ker sem v Prešernovem prilastku Debeloglavi videl zakrit koren svojega pravega imena, Debeljak, na drugi strani pa poudarjen kontrast liričnim popevčicam Slavčkov. Tako si je Tine Debeljak nadel psevdonim Jeremija Kalin, da zapoje kot starozavezni Jeremija žalostinko nad usodo svojega naroda. Seveda, žena Vera in 3 majhni otroci, stari 9, 4 in 1 leto, skupaj z njeno 75 let staro mamo, Marijo Remec, pisateljico kuharskih knjig, so stali doma. Kmalu po očetovem begu čez mejo so prišli oblastniki nove vlade in zahtevali hišo za svoje ministre. V 3 urah so morali na hitro pospraviti najnujnejše in zavedno zapustiti svoj dom. Kasneje smo dobili v roke dokument Komisije narodne imovine, kjer je Remčeva hiša prva na seznamu z ukazom za zaplembo. V obdobju 9 let so jih večkrat selili, vse do odhoda v Argentino leta 1954. Družina je pogosto dobivala novice in pakete z darili od svojega očeta. Seveda so bila pisma prej prebrana in paketi prej prebrskani. Morali so si pisati s psevdonimi, za katere so samo oni vedeli pomen. Zato se stari oče ni smel podpisati svojim pravim imenom in tudi ni smel posplati izvoda črne maše družini, da ne bi bili s tem še bolj preganjani in ogroženi. Družina je pa zato zvedela za obstoj te pesnitve šele, ko je prišla v Argentino. To je 5 let kasneje od izdaje. Knjigo Poljub, ki govori o hrepenenju poljubljeni ženi, je pa lahko poslal v Slovenijo skrito v paketu, toda prevlečeno v srebrni papir. Oblika knjige in srebrna prevleka je spominjala na čokolado, zato ni bila odprta in zaplenjena. In stara mama je tako dobila sebi posvečeno knjigo. Ko je družina po posredovanju Mednarodnega Rdečega križa končno prišla v Argentino, je pa napisal: Zdaj bom spet lahko postal vedno in povsod to, kar sem, ker ne bom imel občutka, da imam doma 4 talce, katerih usoda odvisi od mojega dela. Črna maša je lepo opremljena z 20 izvirnimi lesorezi in linorezi slovenskega rezbarja K. Mirtiča. To je psevdonim slikarke Bare Remec, Debeljakove svakinje.
Tine Debeljak se v pesnitvi sprašuje: kaj nima Slovenija za nas grobov? Kot je napisala Marija Stanonik v svoji obširni analizi Črne maše, neznosno ga boli posthumno poniževanje premaganih slovenskih žrtev v drugi svetovni vojni. Ne toliko zaradi njihovega poraza, ne more sprejeti civilizacijskega padca zmagovalcev v barbarstvo. Žal še danes vidimo, da ni vse razjasneno, še se prikriva in dnevi spomina se še ukinjajo in po tolikih letih. Marija Stanonik zaključi: slovenski Jeremija odslovi vernike ob koncu Črne maše z zaupanjem, da bo prišel dan, ko jih bodo rojaki doma, kakor so nekdaj naši predniki ljube goste pričakali slovansko dobrodošlico. Zaživa se trpečemu pesniku to hrepenenje ni izpolnilo. In kot da ni pel Črne maše za pobite znance, temveč za nas, v to barko zgnetene izgnance dviga roko pod sam krov, za njo gredo žejne ustnice naše, da nam natoči iz zadnje čaše Božji blagoslov. Benedicat vos, blagoslovi vas, Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh. Da vas pot okrog svetov, čez proge oceana, čez polja tuja in njih kamen, prepelje domov, v rodno vas, v krog dobrih sosedov, kjer vas na mizi dedov čakata z ljubeznijo podana sol in domači kruh. Amen, aleluja. Ite misa est. Maša je končana. Bogu hvala, Deo gratias.